Pozdravljeni v novi oddaji podcasta Nogometne zveze Slovenije in podcasta iz centra v Gol. Ponovno vas vabim, da nas sledite, delite, da povečujemo to našo skupnost, kjer delimo znanja in veščine, ki jih trenerji, igralci in so ostalo strokovno vodstvo nabira na ali pa ob igrišču. Najdete nas na vseh podcast platformah od Spotifyja, Deezerja, Google Casta, iCasta in še veliko kje druge, kot tudi normalno na platformi YouTube, kjer lahko si ogledate tudi naše videoposnetke. Tiste, ki želite to gledati v takšni obliki. Tokrat snemamo na Brdu, na centru Nogometne zveze Slovenije, čudovit kompleks. Današnji gost pa Radenko Mijatović, predsednik Nogometne zveze Slovenije. Z njim bomo poskušali ugotoviti zagotovo pač nekako njegovo pot, kako je prišel do točke, da se je odločil tudi, da bo predsednik Nogometne zveze Slovenije ali kandidiral, kar mu je na koncu potem tudi uspelo. Kakšen je njegov pogled na nogomet danes, kam si želi, da bi Nogometna zveza Slovenije potovala, tako v pomoči klubom, kaj si želi, da bi dosegli reprezentance, kot seveda tudi en od teh naših sloganov tukaj, ki je za mano, z nogometom izboljšamo življenje, kam se sega ta naš nogomet. Zagotovo bomo tukaj ugotovili, da je Nogometna zveza res ogromna organizacija, ki je vpeta v veliko sfer. Na eni strani bomo gledali samo to državno raven, na drugi strani pa tudi to globalno, kjer UEFA in FIFA zagotovo diktirata svoje zahteve, principe, ritme, kakorkoli bomo vzeli. Mene osebno bo pač predvsem zanimalo ta del, kako povezati slovenski klubski nogomet in slovenski reprezentančni nogomet, zato da bomo imeli vsi veliko dobrega v prihodnje. Gremo v oddajo, pa da vidimo, kaj bo. Lep pozdrav, danes zagotovo eminenten gost. Bomo verjetno skozi oddajo še toliko bolj spoznali zadevo. Predsednik Nogometne zveze Slovenije, Radenko Mijatović. Lep pozdrav, hvala, da vas lahko gostim v moji oddaji. Ja, dober dan tudi vam in hvala lepa, da ste prišli na Nogometno zvezo, tako da smo tukaj mi gostitelji. V bistvu smo zdaj tu partnersko, tako da vaš podcast, naš podcast, važno je, da v tem našem nogometu poskušamo dvigniti nek raven pa zavedanje. Naš slogan je tudi, nogomet je veliko več kot le zmaga ali poraz. Kak bi bil vaš komentar na naš slogan? Zanimivo, zelo in to dejansko tudi drži, ker nogomet je res veliko več, kot je samo igra, kot je samo tekmovanje, je to tudi zelo družbeno širok pojem in tudi odgovorno dejanje, po drugi strani pa tudi veliki posel, kakorkoli obrnemo, temu se ne moremo izogniti. Zdaj, slogan tu za mano ali pa za vami, z nogometom izboljšujemo življenje, tudi ta je zelo močen slogan. Pa to je slogan Nogometne zveze Slovenije, ki ga imamo že nekaj časa in tako kot ste sami ugotovili, ima izjemno močno sporočilo. Nogomet je nedvomno šport številka 1 na svetu in na en način zajema največ otrok oziroma največ mladih, ki se z njim ukvarjajo tako ali drugače. Nepomembno je, katerega spola in kakšnih fizičnih sposobnosti, ampak združuje praktično vse. Revne, bogate, mlade, stare, moške, ženske, je nekako najbolj enakopraven šport, ki vključuje vse. Midva smo rekla, za ogrevanje bi vseeno šla malo čez zgodovino, od kje prihajate, kako ste prišli do nogometa, tako, ker meni ta zgodba je, moram reči, zelo impresivna, zelo sem bil navdušen nad njo, ker se mi zdi, da tudi izdaja nek vaš karakter. En način se tu že malo ponavljam, glede na to, da od same kandidature za predsednika Nogometne zveze to zgodbo ponavljam
pogosto. Rodil sem se v Bosni in Hercegovini v malem mestu Skendervakov, danes se to mesto imenuje Kneževo, tam sem tudi naredil prve nogometne korake v nogometnem klubu Progres iz Kneževa. Po zaključeni srednji šoli sem prišel v vojsko v Slovenijo, v Ljubljano, takratno kasarno Ljubo Šerce zraven Olimpijinega starega stadiona za Bežigradom. Igral sem za takratno ekipo te garnizije, ljubljanske garnizije in po tistem sem ostal v Sloveniji, začel igrati fuzbal v Litiji, Slaviji Vevče, Slovanu, Iliriji, Svobodi in ne nazadnje v nižjih avstrijskih ligah 8 let. To je en način zgodba. V glavnem ta zgodba je samo kako prijemo samo. To je res en zelo, zelo drug čas, ki ga jaz včasih tudi rad v teh naših oddajah poudarjam, ne, da vi ste živeli v nepredstavljivem času. Že ne vem, zame, pač, ko sem kako leto vse mlajši, ne, ni bilo telefonov, ni bilo interneta, na televiziji so bili 3 kanali. Kako vi doživljate tisti čas takrat v tisti bivši Jugoslaviji, da tako rečem? Jaz mislim, da smo otroci bili bolj veseli in smo z veseljem počeli, kako bi rekel, tudi take male stvari. Veselile so nas različne stvari, mala darila, ampak ogromno časa smo preživeli na igriščih. Poleg tistih obveznosti, ki so nam jih določili, da jih moramo narediti, ves prosti čas smo preživeli na igriščih. Igrali smo različne športe, sploh ni bilo pomembno, največ nogomet, potem košarko, odbojko, igrali smo ping-pong, ukvarjali smo se tudi z atletiko in tako naprej. Vedno smo se poskušali v vseh vrstah športa in tudi pri vsakem vneto tekmovali. Ne. Mislim, da so ta otroštva v tem času bila kar zanimiva. Kvalitetna. Kvalitetna. Ja. Kaj pa vojaški rok, se pravi, to govorimo o času bivše Jugoslavije, se pravi Jugoslavije, služil se je pač rok v JNA, vi ste imeli koliko časa ste mogli odslužiti? Jaz sem takrat mogel odslužiti 15 mesecev, vem, da sem imel neka skrajšanja, tako da sem v vojski preživel 11 mesecev in 2 dni pokoristil sem vse tiste možne dopuste, v bistvu, da so prej zaključil ta vojaški rok in takoj po končanju vojaškega roka sem začel delati takratni kartonažni tovarni Ljubljana in začel igrati fuzbal kasneje v Slovanu. Zakaj ste ostali v Sloveniji? Pa v tem enem letu življenja v Ljubljani, tudi kot vojak in tudi skozi šport, skozi nogomet smo dosti nastopali na teh malonogometnih ljubljanskih turnirjih. Sem vzljubil Ljubljano, dobil sem tudi povabilo, da pridem takrat v NK Slovan in sem to z veseljem izkoristil. Takrat je bila možnost, ker smo bili itak amaterji, da hitro dobiš delo in smo potem se zaposlili. Takrat je tudi za službo bilo malo drugače, ne? Ni bilo težko je dobiti, ni bilo enostavno. Ni bilo težko. Ampak se pravi, JNA se je služil po zaključeni srednji šoli, vi ste, kaj ste upravili, če lahko vprašam, ker to pa nimam podatka, kot srednje šolec? Srednjo ekonomsko šolo in takoj po končani šoli, praktično v juniju sem julija že šel v vojsko, ker sem nameraval potem nadaljevati študij in sem želel izkoristiti to na tak način. Potem se je pa zgodila zgodba okoli fuzbala in dela in sem potem kasneje študij nadaljeval delo. Ja, ker zdaj tu ste, se mi zdi, da ste 2 zgodbi zelo močno prepletate. Ena je pač ta ljubezen do nogometa kot igralec, pa kasneje potem kot sodnik, ne? Na drugi strani pa ta ekonomija že v srednji šoli in potem tudi ekonomska fakulteta, potem tudi magister ekonomskih znanosti, ne? In iz te kartonažne, kjer ste štartali kot en delavc v skladišču, ne? Pridemo danes da ste direktor ene večjih firm v Sloveniji. Ja, zgodba je res, če se ozrem nazaj, je zgodba res zanimiva. Ne? Res je, začel sem v skladišču kot transportno-skladiščni delavec, ker takrat po končani vojski enostavno začneš delati brez znanja jezika, je bilo normalno, da začnemo na nekih nižjih delovnih mestih, ampak v tej isti kartonažni kasneje praktično skozi različna napredovanja v
finančni sektor, kasneje tudi do finančnega direktorja in potem do direktorja povezanih podjetij, takratnega Valkartona, ki je bil v sklopu kartonažne, do predsednika uprave Valkartona, obenem skozi izobraževanje v delu. Res je, zgodba je zelo zanimiva, ampak zlagal se je tako. Zato sem rekel, ne, ta karakter. Ne, se mi zdi, da ste tako, vedno iščete nove izzive in nekje bi še kaj se lahko izboljšali, naredili več, ker se pravi, danes direktor firme MSIN, tu, ko sem jaz gledal, potem tu je več kot 1000 ljudi, kjer je zaposlenih. Ne, to je en zelo ogromna firma. Ne. Ja, tudi takratni Valkarton je imel 11 podjetij in tudi nekje 1100 zaposlenih, vendar s prevzemom hrvaškega podjetja Belišće in kasneje, ko je avstrijski Duropak prevzel Valkarton, smo imeli neke različne poglede na nadaljni razvoj in takrat je bila priložnost priti v MSIN, prvo v CETIS kot izvršni direktor za eno področje v CETIS-u, ki je v sklopu MSIN-a in kasneje do direktorja MSIN-a. Res je, MSIN je velika, uspešna poslovna skupina v različnih panogah, združuje več kot 1400 ljudi in tudi nekje okoli 140-150 milijonov letnega prometa, tudi zelo uspešno podjetje, ki ustvari nekje 25-30 milijonov EBITDA na letni ravni, moram reči, da je to res. Ker zdaj mislim, bomo v nadaljnem delu oddaje bomo midva odkrivala potem tudi pač Nogometno zvezo Slovenijo. Jaz sem vas v pripravi vprašal, koliko je Radenko Mijatovićev, da vse to upravlja, ne? Kolikrat je kloniran? Težko odgovorim na to vprašanje, dejstvo je pa, da to več ni tako enostavno. Ne. Ker si podpredsednik Nogometne zveze, potem obrobno vidiš vse določene aktivnosti, ki jih recimo predsednik zveze upravlja. Tudi, ker si član uprave v podjetju, na en način ne vidiš vsega tega, kar upravlja predsednik uprave ali pa direktor podjetja. Zdaj, ker združimo te dve funkcije, praktično človeku vzamejo cel dan in mu enostavno zmanjka časa za vse druge aktivnosti, vključujoč tudi čas, ki ga posveča družini. Ne. Tako da ni enostavno, je zelo naporno, ampak zaenkrat gre, koliko dolg pa je težko napovedati. Smo v drugem mandatu, ne, predsedovanja, ampak jaz bi še vsem tu se vrnil nazaj. Zdaj pravimo delati, študij, igranje nogometa, vmes začnemo z sodniško kariero. Kako se je to vse skupaj, tudi že takrat v bistvu je bil potem dan, v bistvu, imel 27 ur? Pa verjetno neka organizacija tega časa, v tistem času, o katerem govorite, je pomagala, da se tudi danes organiziramo maksimalno možno. Jaz zelo nerad zamujam, celo redko ali pa se nikoli to ne zgodi, ampak se mi je v zadnjem obdobju zgodilo, da sem recimo pozabil na 2-3 sestanke, ker je skoraj bilo v preteklosti to nemogoče. Tako kot rečeno, organizacija tega časa, služba, potem študij, v enem trenutku igranje nogometa in tudi sojenje, res je zahtevala dobro organizacijo in to meni pomaga tudi danes pri organizaciji časa, da na en način zadostimo vsem tistim obveznosti, ki jih na en način postavimo kot prioritete, ker je nujno postavljati prioritete glede na nabor obveznosti in da rešujemo prve teže in pomembne in potem kasneje se osredotočamo na tiste manj pomembne, tako da je to nujno. Koliko je zanimiv tisti čas tudi, ko smo se pogovarjali, ne? Hkrati sodnik velikega nogometa in to pač naše prve lige, se pravi ne MNZ lig, pa hkrati FIFA futsal sodnik. Ja, to v tem času niti ni bilo tako redko. Tako kot smo na začetku opravljali vlogo in sodnika in pomočnika sodnika sploh na nižjih ligah do neke specializacije, ki se v evoluciji sojenja zgodila, tako je bilo možno tudi opravljati vlogo sodnika na tekmah velikega nogometa in sodnika na tekmah futsal tekmovanja. Jaz moram reči, da sem tudi v času, ko sem igral veliki nogomet, izjemno rad igral mali nogomet. Takrat je v Ljubljani vsak vikend so se igrali določeni turniri malega nogometa in sem zelo rad nastopil v tem malem nogometu, tako da ta strast do malega nogometa, danes futsala, je bila tudi odprej. Potem se je pa tudi skozi evolucijo
v sodniških organizacijah na en način specializirala ta vloga in ni bilo možno biti sodnik velikega in malega nogometa oziroma futsala in nekje leta 2004 sem jaz tudi nehal soditi futsal kot mednarodni sodnik. Takrat je to bilo možno. Aha, takrat je to. Takrat ste še sodili velik nogomet, pa še? Veliki nogomet še ne, ampak tudi kasneje, ko sem postal predsednik uprave podjetja Valkarton, takrat sem bil star 40 let, čeprav bi lahko sodil še 5 let, sem žal moral nehati sodniško. Ampak ste se pa zelo hitro vključili v sodniško organizacijo in ostali v bistvu znotraj nogometa, tudi kot delegat na UEFA-inih tekmah, ne? Pa v bistvu takrat, ko sem nehal soditi nogomet, sem potem nadaljeval v sodniški komisiji in sem bil zadolžen za edukacijo sodnikov in spremljanje dela in educiranje inštruktorjev in kontrolorjev sojenja. Tako da kasneje pa leta, mislim, da 2013 so me na Nogometni zvezi predlagali za delegata mednarodnih tekem, na mednarodnih tekmah, ampak to ni v povezavi s sojenjem, to je bolj v povezavi z organizacijo tekme. Drugače pa kontrolori sojenja potem spremljajo delo sodnikov na mednarodnih tekmah. Zdaj ste še vedno kot delegat tudi na UEFA-inih tekmovanjih? Še vedno, zadnja ta naloga je bila prejšnji teden na tekmi Barcelona-Manchester United. Še vedno, ampak glede na številne obveznosti tudi damo neko razpoložljivost na UEFA in jaz dam razpoložljivost nekje 4 do 6 krat na leto, brez mini turnirjev in reprezentančnih tekem, ker takrat, ko so termini za reprezentančne tekme, sem jaz ponavadi za našo reprezentanco. Je to v obvezi tudi dela predsednika Nogometne zveze, da deluje kot delegat na mednarodnih tekmah? Ni v obvezi, je pa priporočljivo, da so funkcionarji nogometnih zvez tudi na nekih tekmah kot organi zaradi tega, ker je zadeva potem. Mene je vedno zanimalo, pa moram reči, da poznam delegate tudi, ko so na mednarodnih tekmah, ampak nikoli nisem prišel konkretno, kakšna je obveza, kdaj se zve, da gre delegat na eno mednarodno tekmo, rečemo, koliko je bila zdaj Manchester pa Barcelona, ne? To bo verjetno še koga zraven potegnili, da ga bo zanimalo, in kakšne so obveze potem. Koliko je to, ker to ni samo, da greš tekmo si pogledati, pa peleš nazaj potem domov. Prvo, razpoložljivost na portalu, ko bi rekel, uradnih oseb v UEFA definira samo uradna oseba, kdaj je lahko razpoložljiva za posamezno tekmo, potem nekje 3 do 4 tedne pred samo tekmo pride obvestilo od UEFA, da se potrdi ta razpoložljivost in nekje 10 do 14 dni se zve, za katero prizorišče gre. Delegat mora prispeti na prizorišče nekje do 3. ure dan pred tekmo in potem so te obveznosti, da pregleda vse organizacijske priprave, varnostne ukrepe, ki se bodo izvajali na posamezni tekmi, pogleda obe tiskovni konferenci, pregleda pripravljenost medicinskega osebja, spremlja trening gostujoče ekipe, za katerega mora biti vse zagotovljeno. Potem drug dan, na dan tekme, spregleda vse igralne naprave in tudi prostore ter odpelje organizacijski sestanek, na katerem se v bistvu določi vse to, kar se bo dogajalo med samo tekmo in tudi iz varnostnih aspektov, ukrepe, ki bodo izvedeni v primeru takih in takih dogodkov. Potem vse te dogodke spremlja in beleži skozi samo tekmo, tudi argumentira skozi filmčke in fotografije in na koncu, glede na sam potek, do 8 ure naslednji dan na UEFA pošlje poročilo o vseh dogodkih, ki so se na tej tekmi zgodili. Koliko je to poročilo potem dolgo? Odvisno od dogodkov. Recimo, koliko je zdaj za Barcelono pa za United? Zelo je strukturirano. In tam, kjer so zadeve relativno v mejah in okvirih normali, potem to gre relativno hitro z odgovori ja ali pa ne, ali če pa pride do nekaterih kršitev, potem je treba zelo natančno pisati, kakšna kršitev, v kakšnem obsegu, kdo je naredil in v katerem času, pa tudi po možnosti poslati fotografijo. Tako da eno tako poročilo recimo lahko zahteva nekje od 45 pa do 3 ur časa.
prvo podvprašanje bi imel tu, ne? 10 ali pa 14 dni prej se izve za tekmo. Kdaj lahko javnost izve, da ste vi delegat na tej tekmi? Ker verjetno mora biti nek čas, ko je zaupno še to, ne? Pa za delegata niti ni pomembno, za sodnike pa nekje 3 do 4 dni pred samo tekmo, ampak za delegate. To smo z gospodom Vinčičem smo obdelali ta del že, ampak me je zanimalo, ker vi v bistvu, marsikdo verjetno zmotno predstavlja si, da vi kontrolirate sodnike. Vi gledate predvsem kot delegat organizacijo same tekme, varnosti in če je to štimal, ne? Izključno. Kontrolor pa kontrolira sodniške odločitve. Na takih tekmah so kontrolorji. Seveda, na vsaki mednarodni tekmi je kontrolor sojenja, ki ima nalogo izključno v zvezi s sodniki in opravljanjem njihovega dela. Najvišja avtoriteta je delegat na tej tekmi, ampak izključno v domeni organizacije tekme, da poteka vse tako, kot je na en način strani UEFA predpisano, ampak to je v nekih navodilih po 150 strani in več. Za vsako področje so izjemno jasno in precizno izdelana navodila, tako da pripomočkov je več kot dovolj. Ok, v glavnem, tudi tu je potem hitro grejo 3 dnevi mimo preden se zaključi eno tako ali tekma, ne? Ja, sploh, če greš na gostovanje, ne? Praktično vedno greš na gostovanje, ne? Ker na domačih tekmah v Sloveniji so delegati od drugod. In zelo hitro je od splaniranega transporta oziroma prevoza do vseh teh obveznosti. Še ena zanimivost je, delegati udeležen tudi na tem uradnem kosilu ali pa večeri med vodstvi obeh ekip, tako da nima časa za nič drugega kot za opravljanje te naloge, katera mu je zaupana. V glavnem, tudi tu je zanimivo. Želel sem vprašati še eno tako, mogoče trač zadevo. Rečemo, ekipe ponavadi grejo tu vse, imajo dogovorjeno, da grejo mimo kontrole na letala in potujejo, ne? A je to omogočeno tudi za delegata ali mora iti po nekih rednih linijah leteti? Pa v bistvu mimo kontrole na letala ne gre nihče. Gre pa samo za hitrejše postopke, če gre za čarter lete. Delegati imajo pa res normalna potovanja, je res, da leti v poslovnem razredu, ampak ta potovanja so popolnoma normalna, kot vsi ostali. Normalna, tako da vse dosti časa vzame. Je pa res, ne, da so ta potovanja predvidena na tak način, da se pride pred 3 uro dan pred tekmo. Recimo na zadnje, ko sem potoval v Barcelono, je to potovanje trajalo 19 ur zaradi znanih dogodkov na frankfurtskem letališču. Prileteli smo ob 8 v Frankfurt, ob 10 bi morali imeti avion za Barcelono. Nažalost so bili vsi leti odpovedani, tako da smo mrzlično iskali, kako in na kakšen način priti v Barcelono in na koncu dobesedno je ostala zadnja možnost, da priletim v Lizbono in pol iz Lizbone so nas pobrali direktno z avtobusom z letala na letalo in smo potem prispeli v Barcelono šele 15 minut čez ponoč. Tako da glede na naravo tekmovanja in na to fazo tekmovanja UEFA vsako tekmo določi še venue direktorje in dobro je, da ta venue direktor bil tam, da je opravil vse naloge delegata. To sem se hotel reči, pomeni, vi ste zamudili, da bi pregledali štadion in vse tiskovke in vse, ne? Vse to, kar je praktično dan pred tekmo potrebno narediti, ni bilo možno in to je opravil vse venue direktor zelo dobro in naredil tudi poročila s tem v zvezi, tako da UEFA praktično misli na vse. Ja, vse je pod kontrolo. Ok, sej tudi, ko gledamo objekte in to, kako se kontrolira strani UEFA, da se lahko, kateri objekti bojo lahko, da rečemo, preko licenčnega papirja, ne vem, nimam izraza zdaj, se pravi, da se lahko tekmuje, tudi so zelo strogo in tudi zelo veliko prej prihajajo pregledovati objekte, ne? Seveda štadioni glede na kategorijo tekmovanja morajo imeti določeno kategorijo, ki jo UEFA pri svojem licenciranju infrastrukturnih objektov na en način akceptira. In za določen nivo tekmovanja, če ta stadion ne izpolnjuje določenih pogojev, na njemu ni možno
odigrati tekme. Tako da vsi stadioni, na katerih se igrajo tekme, te faze tekmovanja morajo biti ustrezno licencirane za to fazo. To za slovenski prostor je včasih kar zahtevno, ne? Pa v bistvu mi v Sloveniji imamo praktično 2 stadiona, na katerih je možno igrati te tekme najvišjega ranga, to sta Stožice in Ljudski vrt. Delno in na tem bomo tudi delali, lahko dvignemo za eno kategorijo tudi stadion v Celju. In to bo tudi v naslednjem infrastrukturnem projektu del nekih aktivnosti nogometne zveze, da izboljšamo kategorije nekaterim stadionom, ampak še vedno ne bomo mogli dobiti recimo 3. stadiona na tem nivoju v relativno kratkem času. Aha, ok, jaz bi zdaj šel v ta del predsednika NZS, kako funkcionira celotna zadeva. Zakaj ste se odločili za kandidat, da sploh greste v kandidaturo? Pa to je bil splet okoliščin. Jaz sem bil podpredsednik nogometne zveze od leta, mislim, da 2009, ko je predsednik bil Ivan Simič, kasneje pa, ko je predsednik postal Aleksandar Čeferin, tudi njegov podpredsednik. In v tem času, ko je Aleksandar bil izvoljen za predsednika UEFA, tudi na en način 2 meseca po njegovem pooblastilu vodil tudi Nogometno zvezo Slovenije do volitev. V tem času na nagovarjanje določenih kolegov iz Nogometne zveze sem se na en način odločil za kandidaturo in potem je zadeva stekla tako, kot je. Potem si pa enkrat noter in potem je vse, kar teče po svoje, ali kaj? Seveda, tako kot smo se že prej pogovarjali, kad te enkrat tok zagrabi, potem greš tok. Ja, zdaj smo že v drugi kandidaturi, ne? Tako da za prvo ste bili zadovoljni, se pa s prvim mandatom. Pa gledajte, veliko stvari je bilo že postavljenih že prej. Jaz moram reči, da so vsi predsedniki, ki so do sedaj vodili Nogometno zvezo, od postavljanja neke infrastrukture na začetku tlakovali neko pot in razvoj Nogometne zveze in na tem temelju je bilo lažje to začeto delo nadaljevati. Res je, da vsako leto sabo prinaša neke novosti, prihajajo neke nove zahteve, ugotavljajo se neke možnosti za spremembe in potem se odzivamo, delamo tudi neke strategije, ki jim sledimo, tako da dela je vsako leto več, programov je vsako leto več, reprezentant vsako leto več, tudi tekmovanj na en način in na evropskem nivoju in tudi pri nas je več, določene stvari smo spreminjali, drugo ligo smo širili iz 10 na 16 klubov, potem nekako smo tudi predrugačili ta mladinska tekmovanja, ker smo ločili kadete in mladince, kjer bodo mladinci igrali sami svojo ligo, delali smo spodbude za vključevanje mladih igralcev, tako da veliko nekih aktivnosti je bilo izpeljano, tudi na področju ženskega nogometa se izvajajo določene aktivnosti za dvig kakovosti in tudi rast ženskega nogometa, ki v svetu postaja ena od smernic nekega trenutnega in bodočega delovanja, tako da nam neke stvari... Teh tem bi se jaz malo kasneje dotaknil, da bi mogoče probala malo bolj konkretno iti v njih, ampak pri nas je predsedniška funkcija neprofesionalna. Ne? Je to praksa tudi na ostalih nogometnih zvezah? Zelo je deljeno. Obstajajo prakse, ki so predsedniki neprofesionalni, tako kot v Sloveniji, do tega, da so profesionalci za polni delovni čas, do nekega deljenega sistema, kjer so profesionalno 4 ure in potem opravljajo svoja dela na nekih drugih področjih. Moram pa reči, da nabor aktivnosti in tudi s tem povezana odgovornost na en način narekujejo, da bi predsednik Nogometne zveze morali biti profesionalna. Se to me zanima, ker rečemo, jaz sem bil v teh nogometnih oddelkih, ki so še vedno pod okriljem Nogometne zveze Slovenije, ne vem, dobrih 20 let nazaj, ne? In se spomnim, takrat je na Nogometni zvezi Slovenije delalo 13 zaposlenih profesionalno, ne? Danes je ta številka že kar precej večja, ne? Ampak se spomnim, da takrat smo gostovali enkrat na enem izobraževanju v Italiji, italijanska zveza je že takrat imela 600 zaposlenih.
Ja, mislim, da se to število v nogometni zvezi povečalo za 3-krat, lahko rečemo, da je zdaj v nogometni zvezi tam nekje med 45 in 50 zaposlenih, da se je pa od tega časa pa do danes nabor teh obveznosti, aktivnosti, nalog, programov nenormalno povečal, da se je število reprezentanc moških, ženskih, futsal tudi ogromno povečalo. Če tu prištejemo še trenerje, potem trenerje v regijskih centrih in tako naprej, selektorje pa pridemo do števila blizu 80. Ampak recimo za primerjavo, kot povežemo spet funkcijo delegata, ker na ta način dobimo tudi nekatere informacije. Recimo nogometni klub Chelsea na eni tekmi, ki sem upravljal to vlogo, so me informirali, da imajo redno zaposlenih okoli 800 ljudi in še nekje 600 po pogodbah. Ne. Tako da pridemo do ene številke nekje 1400 ljudi v enem nogometnem klubu. Naša nogometna zveza pa zaenkrat skupaj z vsemi pogodbenimi sodelavci šteje nekje 80 ljudi. Ne. Tako da je to zanimivo. Ampak hoče reči, da ne glede na to, da je predsednik nogometne zveze neprofesionalna funkcija, predsednik nogometne zveze praktično vsem svojim premoženjem odgovarja za poslovanje nogometne zveze. To je pa druga fascinantna zadeva, ne? Ker v bistvu nogometna zveza je še vedno kot društvo, se pravi pod statutom društva je. Ne? In to je to, kar ste vi zdaj rekli. Ne? Se pravi, predsednik odgovarja za vsem svojim premoženjem, ne? Ker društva tako funkcionirajo. To je absurd naše zakonodaje na en način, ampak nogometna zveza, mi govorimo zdaj o nekem proračunu nogometne zveze za vse tele aktivnosti, ki se približuje 20 milijonom evrov in na en način mora funkcionirati in delovati kot društvo ali pa športna organizacija, po drugi strani pa definitivno mora poslovati zelo odgovorno kot resno podjetje. Ja, sej tudi kje se v bistvu troši, da tako rečem, teh 20 milijonov ima tudi malo kasneje verjetno prišla, ampak ko zdaj tako gledam, ne, tisti, ki je pa zaposlen, pa bomo rekli, da je najvišji na nogometni zvezi, je potem generalni sekretar. Ja, praktično lahko rečemo, da je generalni sekretar direktor nogometne zveze, oziroma to je oseba, ki na en način vodi delovno skupnost, strokovne službe in skrbi, da so vsi programi, ki so sprejeti na izvršnem odboru, realizirani oziroma da se realizirajo. Ne. Ja, seveda je to ključni operativc nogometne zveze. Normalno sem si pripravil malo papirjev, ne, tako da to ni bojezen, kaj je zdaj šumel po mikrofonu noter, ampak nič hudega. Ampak spet, ko gledamo mi, ne, skupščina je tisto, kar je glavno. Ne. In ta tudi bo potem odgovarjala. Mi smo zdaj, v bistvu smo čakali, da ste vi zaključili izvršni svet, ne. Izvršni odbor. To je v bistvu najbolj pomembna verjetno seja, ki jo imate v letu. A drži to? V bistvu mi smo lansko leto imeli 14 izvršnih odborov. In sprejeli smo nekje več kot 100 sklepov na nogometni zvezi. Tako da skupščina enkrat letno in to je res najvišji organ upravljanja nogometne zveze, vendar je ta izvršni organ, izvršni odbor, ki definitivno prinaša operativne sklepe, so pa določene stvari, ki jih mora sprejeti skupščina, to je program dela, letni načrt, tudi določene statute, spremembe in podobne zadeve sprejema skupščina. Ampak zanimivo je, da ti, ki delajo v skupščini, tako rekel, ne, so večinoma neprofesionalni. V bistvu skupščino težko opredelimo na način, da v njej nekdo dela. Skupščino predstavljajo članice, to je 9 regionalnih zvez in 2 strokovni organizacije, sodniška in trenerska organizacija, ki glede na število članov dobijo število delegatov. Recimo Medobčinska nogometna zveza Ljubljana ima 5 delegatov, Maribor 4, Ptuj, Celje po 3 in potem naprej. Odvisno od velikosti. Od velikosti, števila klubov, števila igralcev in tako naprej. To so kriteriji, po katerih na en način določena Medobčinska nogometna zveza dobi število delegatov. In to število delegatov nekje med 27 in 30, odvisno, nadzorni odbor vsako leto definira število delegatov za določeno leto, ker se stanje na terenu spreminja. In telih, ajde da rečemo 27 ali 30 delegatov
odločajo svojimi glasovi na skupščini za predlagane točke dnevnega reda ali pa sklepe skupščine. Ker zdaj, ko gledamo pa potem, ko prijemo pa strokovne službe, to so pa tiste službe načeloma, ki pa delujejo na nogometni zvezi, ne? To so redno zaposleni, ki opravljajo vse aktivnosti v zvezi z izvajanjem programov na nogometni zvezi. To je pa potem, ko pa še to pogledaš, je pa to 27 področji, v kateri se v bistvu se najdemo, verjetno tehnični sektor je potem tiskaj največji. Seveda, to je, če bi to prevedli na nivo podjetja, je to neka proizvodnja, ne? To se pravi, izključne aktivnosti se dogajajo znotraj tega tehničnega sektorja in tudi ta tehnični sektor zajema tudi največ izvajalcev. Ampak to je vse povezano z izobraževanjem strokovnih kadrov, z reprezentancami, z tekmovanji in podobno. Če tako rečemo zdaj, ko je treba pogledati, ne, se pravi, vi večinoma potem komunicirate z generalnim sekretarjem, da vidite tudi, kaj se od spodaj izvaja. Pač, mi smo imeli tudi čast biti v vaši pisarni, tako da smo si pogledali, da vi imate svoj prostor tu, ne. Ali ste vi toliko velik tu, da lahko uspete vse, kaj se dogaja na nogometni zvezi, prečekirati, pregledati? Glede naprej povedano, je to praktično nemogoče, da bi bil toliko časa prisoten na nogometni zvezi, da bi vse tele podrobnosti in vse tele aktivnosti na en način spremljal oziroma bil z njimi seznanjen. Gro aktivnosti usklajujemo z organi in na organih, tako kot so zadeve pripravljene prek generalnega sekretarja in seveda prek vodij služb, ker to je navada še iz podjetja, da enostavno ubiramo krajše in hitrejše poti, če je to potrebno, vendar usklajeno, da se na en način ne preskakujemo oziroma da se ne podvajamo. Zdaj, to, kar smo se tudi že nastavljala, ne, glavno tisto, kar je odgovornost, ki jo vi želite prevzemati, je verjetno znotraj reprezentanca, je to kaj drugega? V bistvu, seveda je odgovornost vodenja in poslovanja nogometne zveze ter izvedba vseh teh predvidenih programov odgovornost vodstva nogometne zveze, ampak to so tudi potem regularnost tekmovanj in vse storitve v zvezi z izvajanjem teh tekmovanj. Ampak, če gledamo navzven, predsednik je odgovoren za karkoli se zgodi v slovenskem nogometu in je na en način strelovod za vse. Dobro, je tudi za klubski, seveda, za vse je odgovoren. Seveda je, ne, ker potem, ko je združenje klubov prve slovenske lige nekako neslavno končalo, je nogometna zveza vzela tudi pod okrilje tekmovanja v prvi slovenski nogometni ligi in praktično v sodelovanju s klubi in s komisijo za profesionalni nogomet vodi in organizira tudi tekmovanja od prve slovenske lige pa vsa druga tekmovanja. In vse, kar je povezano z temi tekmovanji, ali gre za dobro ali slabo, na en način je odgovornost nogometne zveze, pa čeprav se pravi, da vse poteka tako, kot bi naj, ne? Ampak zdaj bomo poskušali tako jaz zapeljati, ker res je zelo veliko stvari, ko potem pogledaš, kakšna je odgovornost, ko govorite, kje vse ste vpeti. Ne? Zdaj, če mi dva štartamo, rečemo sam z reprezentancami, kako imate vi razdeljeno ali pa določeno glede odgovornosti reprezentanc na zvezi? V bistvu nogometna zveza ima to hierarhijo od A reprezentance, prek reprezentance v 20, 19, 17, 16, 15, tudi to so moške reprezentance in tudi A in 2 dekliški reprezentanci v ženskem nogometu ter futsal reprezentance. Dejstvo je, da predsednik nogometne zveze skozi določena posvetovanja prej imenuje selektorja reprezentanc, postavili smo tudi direktorja reprezentanc, ki na en način predlaga tudi imenovanje selektorja, spremlja delo in koordinira delo reprezentanc. Vsaka reprezentanca praktično ima svojo strokovno sestavo
in tudi tehnično sestavo strani strokovnih delavcev nogometne zveze, ki izvajajo določene aktivnosti, da za reprezentance praktično štima vse. Dejstvo je, da na nogometni zvezi tudi danes smo slišali res pohvale vseh selektorjev na izvršnem odboru, da strokovne službe nogometne zveze in nogometna zveza Slovenije reprezentancam in reprezentantom zagotavlja vse potrebne, maksimalno potrebne pogoje za ukvarjanje z nogometom, kar je izključno poslanstvo reprezentanc. Prejšnja oddaja, ko smo z gospodom Kekom delali, je tudi rekel, da to, kar je trenutno Brdo, se pravi tudi zdaj hotel je obnovljen, tule čez igrišča, da mu je žal, da niso 24 ur na dan obremenjena, da tako rečem. Jaz pa moram tudi reči, da vsakič, ko sem prihajal sem, ko smo imeli usposabljanje, pa sem bil v vlogi predavatelja, mi je bilo res v veselje priti na objekt, ker je objekt sam čudovita, ampak tudi igrišča urejena tako, da res vse, kar potrebuješ za to, da uživaš v športu, pa se pripravljaš za korak naprej. Ampak tu rečemo, se pravi, teh 16 reprezentanc je, jaz nisem jih šel prešteti, in ko potem, se pravi, vi potrjujete vseh 16 selektorjev. V bistvu jih potrjuje izvršni odbor na predlog, ki jih pač ali predsednik ali direktor reprezentanc prinese na izvršni odbor. S tem zadeva gre tudi skozi posvetovalne komisije, ki dajo tudi svoje mnenja okoli tega, ampak je izvršni odbor tisti, ki to potrdi, predsednik s vsemi selektorji sklene pogodbe o izvajanju aktivnosti. Ker zato spet, vi ste spet tisti, ki ste odgovorni, vi se boste podpisali, vas bojo pol tudi klicali, če reprezentanca ne bo v redu igrala, zato sprašujem, imate vi veto, rečemo, če bi na možnost, ne vem, da izvršni odbor se izbere enega selektorja, vi pa ga ne želite podpisati? Pa v bistvu tega veta niti ni, nikdar ne gremo toliko deleč, da bi prišli v tako veliko navzkrižje mnenj, da bi se izvršni odbor na en način, ki ima 16 članov, da bi se postavil na tak način, da tega selektorja ne bi akceptiral. Vedno prej tudi za selektorje usklajujemo zadeve, ampak načelno težko pridemo v eno tako situacijo. Dejstvo pa je, tako kot ste rekli, vse zasluge za dobre rezultate gredo igralcem in selektorjem. Naša naloga je, da zagotovimo vse potrebne pogoje, da te naše reprezentance delujejo v ustreznih pogojih, da lahko ustvarjajo dobre rezultate. Tako da moram reči, da je Slovenska nogometna zveza vse skozi na mestih selektorja imela slovensko stroko. In tudi kot mala nogometna država je bila udeležena 3 velikih tekmovanj in tudi 2 do 3 je bila v dodatnih kvalifikacijah, ker nam je tudi za las spodletela. Tako da še enkrat poudarjam, da Slovenska nogometna zveza še vedno zaupa slovenski nogometni stroki. Ja, ker se tudi moram reči, da jaz sem zelo vesel, ker pač imam normalno večinoma slovenske goste, koliko je veliko znanja v Sloveniji, imam pa včasih občutek, da ga ne izkoriščamo dovolj. Kako je vaše mnenje glede tega? Pa kot rečeno, mi smo mehna in država in nogometna država, imamo pa veliko število trenerjev. Recimo imamo nekje 1500 trenerjev, imamo pa 270 klubov v Sloveniji. Dobro, če vzamemo, da v povprečju tudi po 3-4 selekcije govorimo tam nekje o 700-800 trenerjih, ki se jih rabi, da vsi teli pogoni delujejo. Je pa res, da zdaj število ne definira vedno kvaliteto, ampak jaz mislim, da glede na to, kakšne uspehe je Slovenija dosegla, koliko igralcev v zadnjem času igra po raznih državah v Evropi, da je tudi na področju stroke prišlo do preboja in da imamo kar nekaj trenerjev v tujini, ki trenirajo tudi klube, zanimive in renomirane klube, pomeni, da ta evolucija tudi na področju stroke gre v pravo smer, ampak
so še rezerve. Ja, čeprav je stav tu vsem, ko začneš računati, ne, trenerjev 1500 klubov, tudi če bi imel vsak klub samo, 6-7 selekcij, pa jih ima kar veliko jih ima več, ne, pa potem še malo pomočnikov zraven, pa vsi onešeji, pa še te stvari zraven, potem smo že zelo na tesnem, ker je zadnje 3-4 leta, ko gledam iz terena, ne, vidim, da imajo klubi kar težavo pridobiti trenerje. Ne. Jaz mislim, da je prva in osnovna težava finančna zmožnost posameznega kluba. In ta problem, da se klubi raje zadovoljijo z cenejšim trenerjem kot z bolj strokovnim trenerjem. Na drugi strani so trenerji, ki cenijo svoje znanje in pod neko ceno ne želijo delati. Ampak veliko stvari v slovenskem nogometu je potrebno narediti še na organizaciji klubov, pa če gremo prvo od prve slovenske nogometne lige navzdol v kreiranju ustreznih poslovnih modelov funkcioniranja nogometnega kluba. To je še področje, na katerem bo treba delati še več skozi tudi izobraževanja s pomočjo UEFA, FIFA, tujih strokovnjakov z izmenjavo mnenj, s tujimi klubi, ki so bistveno bolj organizirani z izobraževanjem športnih direktorjev, sekretarjev klubov in podobno. Ne. Ker skozi neko evolucijo kadra v klubih je v klube prišlo veliko število ljudi, ki so želeli delati v klubi, osnovnih znanj pa nimajo. Ne. Ampak fajn je reči, jaz sem v tem klubu to in to, ampak to za sam klub ni neka dodana vrednost, če ni ustreznega znanja ali pa nekega pokritja teh kadrov v nekem strokovnem smislu. Ker meni je zanimivo, glede na to, da sem pač bil nekaj časa tu zraven, pa sem od blizu lahko določene zadeve gledal, koliko je tudi sam pritisk na eni strani države, UEFA, FIFA, z zahtevami, pričakovanji in tako, na drugi strani je pa pritisk klubov in ostalih delavcev, ki delajo v slovenskem prostoru in druga pričakovanja, tu vmes pa nogometna zveza, ki bi ne zadovoljila in ene in druge. Ker, kolikor vidim, jaz sem bil pač 20 let tu zdaj vključen zraven v procesu usposabljanja trenerjev na zvezi, vidiš vsako leto, zdaj, ali pa zadnje 10 let, je UEFA podvignala zahteve, razširila programe, vidimo, kar naenkrat imamo, zdaj letos smo prvič ste podeljevali vratarji A trener, vemo, da bojo zdaj za vodje mladinskih programov bomo imeli, se pravi, ta UEFA Pro je zdaj že itak zelo ustaljena pri nas, ampak bojo še kondicijski, bojo še, verjetno tudi za športne direktorje, pa še za kaj drugega. Se pravi, to je samo en del, ko govorimo zdaj samo za usposabljanje kadrov, ki je še vse ostalo, ki UEFA pričakuje, se pravi, tudi tisti, ko smo rekli, ali so to infrastrukturni pogoji ali pa karkoli drugega. Na drugi strani pa zdaj ta pričakovanja klubov, kje bo zveza naredila še korak zraven, da bo tudi klubi lahko, rečemo, tekmovali ali pa zadovoljevali vse te pogoje. Seveda eno z drugim je povezano. Mi smo imeli v oddelku za izobraževanje strokovnih kadrov ali pa trenerjev eno osebo, dolgo časa v okviru tehničnega sektorja s pomočjo še Matjaža Jakliča kot vodje tega sektorja. Danes imamo v tem delu izobraževanja strokovnih kadrov skoraj 4 ljudi. Sami ste rekli, da je prišlo do določene specializacije in določenih zahtev, ki bodo kasneje preliti v tele licenčne pogoje za posamezne klube, od specialistov za vratarje, specialistov za kondicijsko oziroma fizično pripravo, do spet neke specializacije za trenerje ali pa vodje mladinskih pogonov in na en način ukinja se tisto izobraževanje za pro trenerje, ki ga je Slovenija imela kot neko umestno kategorijo in se gre na trenerje pro oziroma na trenerje mladinskih selekcij. Tako da, če dalj bolj se gre v specializacijo. Včasih smo imeli v enem trenerju
vse. Bil je en trener in en pomočnik in to je bilo dovolj za strokovno delo, ampak danes, glede na to, kako se nogomet razvija, kaj vse zahteva, to več ni možno. Tudi štabi v reprezentancah so se močno povečali. Ne. Tu so, kot ste rekli, trenerji, vratarji, fizična priprava, nutricionisti, analitiki. Veliko je tega kadra, ki se ukvarja ozko specialističnimi nalogami in nogomet definitivno napreduje in če hočeš biti na tem vlaku, moraš temu slediti. Zdaj midva smo prvi polčas odigrala, ne? Tako da tu tisti, ki boste na kanalu Nogometne zveze Slovenije, če vas zanima, oddaja še naprej, ne? Potem se preklopite na kanal iz Centra Gol, kjer bomo midva se malo dotaknila zdaj ravno tega, se pravi, kako organizirati